Lep pozdrav vsem in hvala, da ste prišli. Kadar ste redki, ste še toliko bolj zahvaljeni. In meni se zdi, da je čas pravi, ne, Jani? Čas, ura popoldanska. Kraj pa ne. Mi bi morali sedeti na eni dunajski kavarni. In piti eno belo kavo in eno zahrdota. In potem bi se lahko pogovarjali o včerajšnjem svetu, kot bi rekel Štefan Cvajg, in o dunajski moderni iz obdobja preloma stoletja. To, kar se imenuje Dunajska, jaz sem si napisala en par stočnic, ker sem se počutila, kot se mi zdi, da tudi oba zelo cenjena kolega, rahlo ošabno, če bi bilo hotela povzeti celo to knjigo in vse neštete reference in vse neštete konotacije na vse konce in kraje. In zato se mi je zdelo, da je mogoče treba le izpostaviti en par točk, kar naj bi bilo seveda med vrsticami tudi povabilo k branju. To, kar se imenuje Dunajska moderna na prelomu 19. v 20. stoletje, označuje v bistvu prenovo oziroma renesanso umetnostne produkcije, ampak ne samo umetnostne, temveč tudi filozofske, humanističnih ved in psihoanalize. Poleg tega pa še političnih idej ki pa niso prerasle v neke zelo prevladujoče ideologije, kot se je zgodilo na področjih umetnosti. Če smo objektivni, pa mi, Marta mogoče manj, ampak mi dva sva občudovalca dunajske moderne. Ja, tako. Ne moreš biti dediča Vsrogarske, ne, da bi to bil. In bi rekla, da je bil to pravzaprav ta dunajska moderna, je na nek način lovila en zaostanek. Dunaj je bil sicer veličasten, velik in mogočen in vse, ampak tja do leta 1880 je vendarle ostajal na robu velikih evropskih kultur in je zanimanje širše mednarodne javnosti, in to je že mimogrede tudi vprašanje zate, te mednarodne javnosti za dunajsko moderno se je pojavilo veliko pozneje. Dolgo časa ni imela odmeva in je šele v letu 1980 do 1990, ko so nastale velike likovne razstave, se je začelo to javno in bolj množično zanimanje za dunajsko moderno. Najbolj očividno torej z likovnimi razstavami, ki so potovale po prestolnicah Evrope in odkrivale to novo umetnost. Pozneje, ampak ne zelo pozneje, se je pojavila zanimanje za književnost, od Hofmannsthala do Misila in seveda psihoanaliza, ki je zaznamovala intelektualno ozračje 20. stoletja in če se ne motim prav globoko, ga še vedno zaznamuje. Pomembna je seveda tudi avstrijska filozofija z dunajskim krožkom in z Wittgensteinom, ki je še vedno merilo za marsikatero teorijo znanosti, ampak vprašanje o Hofmannsthalu, Misilu in tako naprej bo spodbudilo kolego Virka k razmišljanju o vplivu književnosti na ta evropski prostor. Malo namerno, malo pa nenamerno sem se izognila direktnim vplivom in komparacijam s Cankarjem in z slovensko moderno, zato ker je zdaj v zadnjem času išlo toliko knjig, biografij, itak so biografije, kot veste, skrajno moderne, in se mi zdi, da bi bilo neprimerno, predvsem pa zelo subjektivno, če bi na podlagi teh novejših biografij delali kakšne komparacije z vplivom dunajske moderne na naš literarni svet. Poleg tega pa svojim letom primerno še vedno štejem
pevca za temeljnega razlagalca Ivana Cankarja in evropske kulture. Pri Leriderju gre za opis vzdušja in to prevajalci že dolgo imajo težave s tem vzdušjem. Enkrat je atmosfera, enkrat je zračje duha, drugič je stanje duha in tako naprej. Nič ni, kar bi bilo lepše kot Štimung. In najbolj dojame celoto vseh komponent, ki so se prepletale. Pri Leriderju gre za opis vzdušja, torej Štimung med asimilacijo renesanse in judovske kulture in med nastajanjem sionizma. Dunajski judje, intelektualno in ekonomsko jedro poznega razcveta v tem obdobju Belle Époque ali pa fin de siècle ali pa secesija, jugendstil, kakor hočete se reče, kako v italijanščini. Secesiona, ja. In teh podobnih pojmovanj, namreč so bili ti dunajski intelektualci soočeni že z naraščajočim in precej množičnim antisemitizmom. Za te vprašanje in te probleme ali oznake je pa najbolj prava oseba Marta. Tako da bi mogoče jaz kar začela s prvim vprašanjem, ki se nanaša na te, Marta. Ali je ta, dve vprašanje v bistvu, ali je ta Leriderjeva knjiga res posebna? In v čem je posebna? In ali je tebe tudi zanimalo vprašanje, kako da se toliko ne Avstrijcev ukvarja z tem obdobjem, mislim na Magrisa, mislim na Viktorja Žmegača, mislim tudi na vsezadnje meni kar dragega Predraga Matvejeviča in še jih je nekaj, ki so se ukvarjali bolj kot Avstrijci sami. A je to oznaka za neko stanje dunajske ali avstrijske zgodovine, zgodovinopisja ali nekega resentimenta nas, ki ga imamo do lepe dunajske. No, bom začela kar s tem, da sem to knjigo predlagala tudi že nekaj let od tega. Ja, in da je bilo treba čakati kar nekaj časa, da uredništvo stavi tole knjigo na program. To gre name. Ne gre samo nate, ampak ne, jaz mislim, da je zanimivo, ker imam že zelo dolgo sodelovanje in bivanje v samo uredništvu študije, se včasih zelo zabavno ugotavljati, katere knjige so zelo hitro sprejete in katere ne. Ker se pri teh, bom rekla, zamikih kažejo značilnosti slovenskega prostora in njegova vpetost ali nevpetost v določene razprave, ki se odvivajo širom, bom rekla, Evrope. In ko sem prvič prebrala to knjigo, in to bilo daleč nazaj, ker sem jo pač našla na enem od svojem obisku Francije, sem se začudila, da te knjige ni v slovenščini, da redko kdo jo je v Sloveniji poznal, ker seveda vez med Dunajem in Ljubljano, da ne rečem slovenskim prostorom, vendarle ni bila tako majhna, ampak po mojem refleksija, ki jo je slovenska družba oziroma slovenska kultura opravila na to temo, se mi je zdela zelo pomanjkljiva. Zato sem še posebej vesela, da imamo to knjigo, ki je nedvomno izredno pomemben založniški zalogaj, kajti Neda ni o tem nič povedala, ampak tako na nivoju prevajanja, kot pač pri samem strokovnem pregledovanju te knjige so bile vpete različne kompetence in ta knjiga je
izredno bogata zaradi svojih referenc, ne nazadnje tudi v samem citiranju številnih avtorjev in z tega vidika je njen prevod nedvomno pomemben dosežek. Zdaj, ko sem malo razmišljala, kaj bi tu rekla, se mi je vzpostavila neka primerjava in sicer to knjigo malo doživljam kot enega od mojih najbolj priljubljenih filmov, nekoč je bilo v Ameriki. In sicer zakaj? Ker je to odprta knjiga, ki jo lahko beremo ne nujno od začetka do konca in ker se lahko njej vedno vračamo in ker lahko ob vsakem novem branju najdemo neke nove vsebine. In nasploh se mi zdi Derrida kot avtor, razen tega, da je izredno ploden in njegov diapazon razprav je ogromen, ampak zanimivo pri tej knjigi je, da je ta knjiga nastala na osnovi nekih skromnih posameznih študij, da so pa tej knjigi, ki je nedvomno velika sinteza, sledile nadaljne poglobitve v posamezne tematske sklope. In tu že kaže, bom rekla, nivo avtorja, ki je nedvomno začel približno tam, kjer je nehal Magris, kjer so nehali zlasti nekateri ameriški in anglosaksonski kulturni zgodovinarji, sama najbolje poznan Karla Soškeja, avtorja knjige, ki je spet v kulturni zgodovini zapustila v 80-ih oziroma 90-ih, torej zlasti v 80-ih, močan pečat, ki pa jo v Sloveniji poznajo specialisti. In tu se kaže v bistvu, da res slovenski prostor, verjetno zaradi, bom rekla, zgodovine dolgega trajanja in zaradi bližine, ki daje nekako to potuho, da itak mi vse to poznamo, da itak mi o tem ne potrebujemo reflektirati, ker smo bili del tega prostora. Mislim, recimo, to je bom rekla, en poskus odgovora na to, kar si ti prej nakazala. Zdaj, zakaj je Magrisu uspelo tako, bom rekla, prodorno že v svoji doktorski dizertaciji, oziroma dejansko je to diplomska naloga, ki je sicer malo drugačna od današnjih, ja, seveda, ampak diplomske naloge v 60-ih letih so bili to, kar so danes doktorati. Če so. Znal je zelo dobro z distance videti to, v kar se je Habsburški mit sprevrgel. In zdaj, recimo, če bi šli še seveda tudi pogledati, kdo se je v avstrijskem prostoru približal ukvarjanju, dobimo Čakija, ki je preveden v slovenščino po zaslugi profesorja Petra Vodopivca, ki spet ni prav tipičen Avstrijc in ki je očitno bil sposoben neke distance, ki jo glavnina avstrijskega zgodovinopisja ni bila sposobna opraviti. Zdaj, če pogledamo seveda, kdo tu je reflektiral, Magris, literarni zgodovinar, Šorške, kulturni zgodovinar, Derrida, zgodovinar, ki nedvomno ima neverjeten interdisciplinarni pristop, ki gre od zgodovinopisja do filozofije, do psihoanalize in njegovo sprehajanje, bom rekla, širom teh raziskovalnih polj je samo kot fascinantno, drugače jaz osebno ne morem kaj drugega reči. Tako da mislim, da je to prav biti na obrobju privilegij za boljši pogled in za bolj fokusirano videnje. To je moja razlaga, ki jo ponujam v razpravi. Ko si prej, bi samo še to povedala, ko si prej povedala, da je to o včerajšnjem svetu, bi jaz rekla, da o včerajšnjem današnjem svetu, kajti nekatere vprašanja, ki jih Derrida postavi pod lupo, zadevajo,
danes vprašanje identitete, vprašanje antifeminizma, antisemitizma in prepleta med antisemitizmom in antifeminizmom, tu smo že, bi lahko rekla, pri današnji politični kroniki. Ni potrebno, da obnavljam, kako se dobesedno širijo nekatere v današnjem sovražnem govoru, nekatere sintagme, ki so se oblikovale v času dunajske moderne, da ne rečem zlasti s Karlom Luegerjem na čelu. In tako kot Karl Lueger, marsikateri današnji politik odloči, kdo je Jud. Tako da tu mislim, da je knjiga res, ki govori o včerajšnjem svetu, ampak žal govori tudi o današnjem in še kako. Marta, hvala. Jaz imam takoj dve vprašanje, oziroma dve pojasnili. Tega Čakija, ko ga gledam za nazaj, ko smo ga pred 10 leti naredili, misleč, da bo neka komercialna uspešnica, takih fopajev imam jaz v svoji zgodovini kar veliko. Tega Čakija smo naredili z enim našim domačim resentimentom, z našim enim domačim željenim pojmovanjem Dunaja. Zato je bil tudi, knjiga je bila, jaz še vedno tako govorim, Rosa und Himmelblau, ker je obravnavala dunajsko kulturo skozi opereto. To je bil zelo dolgo, zelo uveljavljen kliše gledanja na Dunaj in na dunajsko kulturo. In jaz mislim, da smo mi še podlegli temu klišeju in smo to knjigo izdali bistveno prej kot kakšno drugo. Medtem ko Šorske je pa bil v našem programu zelo, zelo dolgo, ampak zelo razsvetljene uredniški odbori, ki so se sledili in zelo poučeni in učeni kolegi so opažali druge vrzeli v slovenski kulturi, kot antropologijo in podobno, ne pa, to se jim je vendarle reklo, ne da bi kdaj kdo na glas rekel, se je vendarle temu reklo nekoliko zastarana zgodovina. Tako da to so neka samokritična priznanja glede na to, ampak za dobre knjige pač velja, da niso nikoli prepozne. Jaz sem predvsem, bom te potem še pač izvala k tem judom in nejudom in tako naprej in k temu izjemnemu konglomeratu prepletanja raznih struktur, ampak zdaj bi pa dala besedo Janiju Virku. Ampak veste, tukaj Jani Virk ne nastopa kot moj dragi pisatelj in moj dragi prijatelj, ki ga ne bom izkoriščala skozi pesmi in literaturo, jaz imam njegovo najljubšo knjigo, tudi pa je ne smem povedati, verjetno. Ampak on je naredil en doktorat, ki je izjemno temeljnega pomena. In to je Parsiva in iskanju grada. Je točno. In je, ko sem Janija prosila, da bi sodeloval z nami pri tej okrogli mizi, ni bilo niti slučajno mišljeno, da lahko nadomestiva Niso Matajc, ki je napisala drugo, tudi zelo temeljno spremno besedo, ampak da bi nam prinesel svoj pogled na vpliv kot pisatelj in kot raziskovalec davnejših časov, da bi nam pokazal svoj pogled na to prepletanje dunajske in te naše drobne meščanske sfere, se hotel reči Timon, da viš. In tega našega slovenskega kar naprej nesrečnega občutka, da imamo tiste 4 ulice meščanske, pa nič drugega, in da bi bilo lepo, če bi imeli tudi eno svojo meščansko kulturo, ki jo pa nimamo, in zato imamo tudi tako zelo malo literature, književnosti o meščanstvu. In
Ne glede na to, da se meni zdi, tebi seveda ne, da so nekateri dunajski modernisti zelo zahtevni pisci in da so zahtevali več, kot je Evropa zmogla konsumirati intelektualno v tistem času. Govorimo pa seveda mi o obdobju 1880 do 1910 do vojne, recimo, no, ampak že ne. In govorimo o treh, bi rekla, ali pa po Riderju rečeno, o treh temeljnih pojavih. Književnost, umetnost, filozofija in politika. Oziroma in psihoanaliza moram posebej izpostaviti, ker filozofija se v tem obdobju ostro loči od psihoanalize. Žal tukaj ne moremo povzemati raznih razprtij in zelo ljubkih in zelo duhovitih polemik, ki so jih imeli med sabo takrat dunajski intelektualci, ampak lahko pa, čeprav sem rekla, da nam bomo omenjala Cankarja, lahko pa rečem, da me je v tekstu od kolege Kartina na nek način presenetilo, ko je ugotovil, da je Cankar, pa nedotaknen bodi njegov mita, da je Cankar vendarle hodil po Dunaju z željo, da bi bil sprejet v boljše elitne kroge. Ni bil on sam proletarski pritepenec, ne, niti ne, in zato tudi on ni prototip migracij, ki so se dogajale na Dunaju takrat in ki se dogajajo danes. Ampak Dunaj je imel sam po sebi trdno željo postati pluralističen in multikulturen. To pa ne moram danes reči za mnoge prestolnice in zato meni se zdi, ne vem, kaj boš rekel ti, malo površno in malo preveč postmodernistično primerjati neko obdobje z drugim. Preveč reči, vsi zdaj govorijo, obdobje pred 30 letom je bilo ravno tako kot zdaj. Jaz mislim, da je tudi treba več prepisati. Se pa ni treba obrniti na to istočnico, ampak lahko začneš z misilom ali pa s Hofmannstalom. Kar češ? Lepa hvala, ker si mi odprla več smeri. Mogoče bi nadaljeval tam, kjer je gospa Virginela končala v bistvu, zdaj pa primerjavo, kaj pa je lahko seveda strukturna, dejansko to Habsburško monarhijo, tem stanjem v bistvu dunajske moderne, tega pluralizma avstro-ogrske monarhije, kjer je bilo, mislim, da okoli 12 narodov, pa seveda Judije, pa Sinti, pa Romi in današnjo evropsko skupnostjo. Tukaj je moč povleči neke paralele med dvema sistemoma, ki sta kulturno zelo raznolika, v samem bistvu pa jedru pa na nek način je neko prazno mesto, neka prazna loža, nek prostor brez neke jasne identitete. Zdaj, kar jaz vidim, če poskušam tako kot ljubitelj tega obdobja, predvsem moram imeti slikarstva. Mene zame secesija vedno pomenila slikarstvo, arhitekturo, nek način nemške kulture, ki se bistveno razlikuje od pruske linije, se vemo, Prusko cesarstvo od leta 1871 naprej je bila tista dominantna germanska sila nekega, zdaj bi rekel tudi sledeč temu, kar tukaj vidimo, moškega pola evropske civilizacije, militantna, močna, v literaturi se je to kazalo, da je tam dominiral, v Berlinu je dominiral naturalizem, Dunaj pa ravno kontra, ta ženski element, ki briše identiteto, ki briše spole, v bistvu, ki vzpostavlja nekega androginega junaka, ki se z nekega okolja, za razliko od naturalizma, ki ga recimo določa ta socialni pa biološki okvir, usmerjeno znotraj, v introspekcijo, v psihoanalizo, v psihologijo, kar se spet rečem kot pravc, v bistvu nekatere stvari pozna, nekatere ne, kar se, zdaj, če govorimo samo o germanističnem toku, ki je pa pomembno seveda splošno za našo kulturno identiteto, se kaže seveda tudi v jeziku, jezik, recimo Hofmannsthala, Schnitzlerja in tako naprej, jaz mislim, dosti bolj razplasten, dosti bolj kompleksen, dosti globi, dosti bolj simbolno bogat, kot je seveda jezik naturalizma in ga recimo
ali pa recimo Karla Maja, ki je tudi na nek način značilnost tega pruskega dela, sicer razredilna linija, ne? Ali pa Gerhard Hauptmann, kot recimo Nobelovec, ki je pa seveda trd naturalist. Ne? In zdaj imamo tukaj dejansko en seveda problem, kako to ranljivost, ne, v tej zahodni civilizaciji, ki očitno, zdaj, če sem jaz prav razumel to knjigo, pa ni bistveno, pa če prav razumem ta problem, ki ga Ride omenja, ne, se je v tem obdobju, pravzaprav secesija je bila odpor proti neki moderni, ki je temeljila na moštnem principu, na tehniki, na pozitivizmu, na vsezadnje na materializmu, ne? Na neki enoznačnosti, na neki civilizaciji, ki je, kot je pokazal vse to znane anekdota, poznamo to, seveda se je resnično zgodila, ne? Ki je pravzaprav človeško civilizacijo usmerjal pravzaprav po mnenju, po moji presoji, te dunajske moderne proti smrti, ne? To kaže na nek način tudi to naročilo v Dunajske univerze Klimtu, ki bi mogel naslikati te tri velike, mislim, da triptih, ne, filozofijo, kaj medicino, pa še nekaj in je pravzaprav vse te tri slike naredil zelo destruktivno. Mi jih sicer ne poznamo, ker mislim, da so leta 45 zgorela v bombnem napadu, poznamo pa reprodukcije črno-bele, ki so jih naredile, ne. On ni slavil znanosti, tehnike, ni slavil zmožnosti medicine, ne, ampak je to pravzaprav obrnil pravzaprav v smer destrukcije, ne. Dunajska moderna pravzaprav ni verjela v tok civilizacije, ki so ga nakazali pozitivizem, industrijska revolucija, demokracija in tako naprej, ne. Ampak je šel neko meščanje in identitet in spolov in jezika, ki je pa, nažalost, to pa lahko vidimo, da je pa treba postaviti en zgodovinski kontekst, ki je pa doživel strahoten protivdar te iste civilizacije, ne, s temi totalitarizmi, ne, s fašizmom, nacizmom in stalinizmom in je pravzaprav se izkazali nekaj, kar na vse zadnje, zdaj, če politiziram, vidimo tudi v današnji Ameriki, ne, zgodovina ne pomeni napredovanje človeškega duha, civilizacije, ne, ampak so očitno neki cikli, ki imajo lahko tudi zelo trde reakcije v bistvu, ne? In zelo usodne za to civilizacijo, kar se je na nek način izkazalo tudi po tem ciklu moderne, ne? Potem pa šla neka strašna regresija, to mi tako vsi vemo, v knjigi tudi piše, tudi primer vseh teh jugovskih intelektualcev, pesnikov noter navedeno v bistvu, ne? Ko heterogeno stapljanje v neko višjo kulturo pravzaprav zares je obrodilo zelo dobre sadove, ne, vendar na dolgi rok ni vzdržalo, ne, v evropski kulturi, ne, ampak je bilo tako kot skoraj zbrisano, ne. Ta kultura je bila zbrisana, ne. Ta kultura služitja, pluralizma, upravljanja. Zdaj smo verjetno tukaj lahko potegnemo neke paralele s tem obdobjem in evropsko skupnostjo, ne, da probamo stvariti neko, mislim, da je bilo danes v časopisu ali včeraj, ne, kar je redko, da je evropski politik tako jasno govoril o teh stvarih. Mislim, da Angela Merkel nekaj podobnega pravzaprav želi za evropsko skupnost, ne, pa vprašanje, če se bo zgodil, ne, da gre tukaj za princip tolerance, sodelovanja, vprašanje, jaz sem nažalost skeptičen, so to res te evropske vrednote, ki poganjajo to civilizacijo, ne, ali to potem še vedno trgovina, ekonomija, merkantilizem, pač ta ničejanska volja do moči, ki se pač kaže v tehniki in obvladovanju, ne, in kar se kaže kljub vsemu v našem vzoru v Ameriki, ne, se rečem ironično vzoru, ne, neke demokracije, ne. Te civilizacijski retrogradni oziroma kakršnekoli cikli, ki zavrejo neko preveč, bom rekel, idealistično podobo civilizacije, so pogosto zelo kruti, ne. Zdaj sem malo zašel, sem si ni dovolila, zakaj. Ja, kamor češ. Mislim, en od momentov, ki jih je moderna prinesla, je ta svobodnost. Omogočila. Smo še v tem toku. Ja, še. Ampak mene osebno, ker se nimamo za nekega velikega poznavalca, ampak za čist naivnega bralca
pa tudi ne, no, malo zmeri gledam, vendar na še kakšne konotacije, mene je očaralo dejstvo, da se je nekdo upal napisati identitete. Množino. Ker mi smo posvojili ta izraz kot identiteto, kot nacionalno identiteto in konc. In za njo smo borili in za njo bomo umirali in tako naprej. In v resnici nismo priznali tega, da imamo vrsto spremenljivih se identitet. Zato me je še posebej očaralo. On tudi sam govori o posameznih in kolektivnih identitetah in tako naprej, kar je seveda še toliko, ne bom rekla lažje, ampak prikladneje na primeru judov in ne judov. Zlasti pa seveda judov, ki so razvili na Dunaju mnogotere identitete. Drugo je, Marta že omenila, habsburški mit. To je meni rekla Claudio Magris, pogruntov. Mene pa to zavede v neko drugo razmišljanje. Zakaj v naših prostorih kar naprej rabimo izdelovati mite? Zakaj ne moramo nekega obdobja jemati kot trdnega, zgodovinskega, opisljivega, možno analizantskega, ali kako bi se reklo in tako naprej, ne pa da iz njega delamo mit. In se s tem nekako ne bi strinjala. Se mi zdi, da miti spadajo nekam drugam, ne na področje trdega zgodovinopisja. Še ena varianta si me pa ti spomnil, to je pa to, kako je dunajska moderna ni zavrgla prejšnjega, glede na mnogotere druge. Ni zavrgla vsega prejšnjega, je hrepenela po moderni prestolnici, hrepenela potem, da bi postala prestolnica centralne Evrope in tako naprej. V navalu tega judovskega življa ali prevladi njihovega duha so celo rekli, da je Dunaj Jeruzalem centralne Evrope in tako naprej. Ampak so obdržali tisto mogočno, trdo, klasično arhitekturo. To po svoje, ja. In šli od nje in hoteli na vsak način iti od nje. Ker tukaj sta res te dva primera, predvsem zdaj imamo ta Hans Makart, on je bil na te stari paradigmi, res klasicistični, ne pa historistični. Zdaj secesija s Klimtom, pa tudi v arhitekturi, kasneje z Losom, Los je bil tak čisti proti Dunajčanom v tem smislu, malo tega ameriškega funkcionalizma, ki je pač iz Amerike v tistih letih sam. Se veste, kakšen škandal je ta zgradba, ki je zdaj, mislim, da je banka na začetku gradnja, ker je bila čist gora, to je bilo za njih pravzaprav isto, za Dunajčane skoraj isto kot Klimtove slike, ker je bila več ona sama golota, pa še, Klimtova niti ni bila dekonstruirana tako kot kasneje učila, nekaj boleča, ki je autodestruktivno, v tem smislu so se oni, oni tega niso završili, se tudi minorna, ta nova arhitektura na Dunaju je minorna, mi če pogledamo še vedno historizem, Jaz spiljem na Dunaj, ker zeham, počutam se pa kot doma, se to je zanimivo pa Dunaju. Mi se tam počutimo kot doma, zdaj pa ta barok, pa novi klasicizem, pa kirhe, pa to, tako arhitekturno je to dolgočasno, se pa počutimo, saj je smo to eni veliki dnevni sobi, ta je pa neka veličina, Ta secesija je pa v bistvu minorna, stavba secesije, kavarna, muzeum Kafe Oblosa, pa tam še ene tri take opazne stavbe, ki pa ne dominirajo podobno. Se mi zdi, da oni so se obrnili nazaj, se to v knjigi sicer del tega piše. Zanimivo je, tega jaz nisem vedel. Ta mož ve vse, ta Jacques Derrida ve vse. Mislim, da on tudi navaja, da še v času Freuda je bilo do 3. razreda osnovne šole, so imeli tretjino latinščine pa grščine, v višjih razredih s to polovico. To pomeni, da jih je zelo formirala neka antična kultura. In ta zamrznjeni historicizem so oni maščali z vračanjem v nazaj, v to ornamentiko, čisto rastlinsko, pa predvsem v drugi polovici 19. stoletja so spoznali japonsko kulturo, ker se je mogla Japonska odpirati svetu, tam po letu 1850, ko so Američani pač rekli, da morajo prijeti ta pristanišča. In mislim, sta bile 2 veliki razstavi v Parizu, sploh japonske
kulture in ena na Dunaju. Ne? In menda je Klimta in te Kolota, Mozart in te fante vse, a veš, da so zelo fascinirane izven evropske kulture, predvsem japonska, pa te stare v bistvu, ne egipčanska in tako in te naprej, kjer so vzeli ornamentiko. Ne. Zares je bil pa to minoren, meni se zdi to eden najpomembnejših tokov v zadnjih 200 letih, zihar v evropski kulturi. Za sam Dunaj, pa Dunajčan je bil pa to relativno minoren, ekstravaganten tok, ne, ker ni recimo korpusa mesta, ni zelo zaznamoval, je pa zaznamoval te časopise, kavarne in ima, da je bilo kaj 4000 družin, mislim, da on tako piše, ki so bile na nek način to meščanstvo, ki so recimo konzumirali kulturo, več ali manj je bil tista formativna točka je bil Burgtheater, ne, Burgtheater je določal okus, relevantne teme, gor dol, levo, desno, drugač pa so bili to na nek način ekscesni umetniki, ne. Klimt je bil zelo asocialen, Šile, jaz so itak Šile je šel najprej na Češk, pa so ga tam izgnali, pa je živel v enem mestu, pa na enem kraju pri Dunaju, ko so ga itak tudi zaprli, ko so ga osumili, da je eno 13-letnico on ugrabil, pa je ni, pa mislim, da bi pa 14 dni zaprt. Tako da v kontekstu takratnega Dunaja so bili oni po moje na nek način minoren pojav, ne. Za evropsko kulturo pa se mi zdi, so bili eni odločilnih dejavnikov za prenove umetniške senzibilitete, jezika, novih smeri v arhitekturi, nekaj pa oni sicer z njimi niso zaznamovali pač svoje mesto, ne, seveda v glasbi, v filozofiji z Wittgensteinom, tako da to je meni zanimiv fenomen. Ne si sama rekla, te slikarji so odkrili na nek način kot velike šele v 70-80 letih, ne, Klimta, Šilerja, Kokoško, ne, največ in začeli delati po dokumentacijo o Almi Mahler, Werfel in tako naprej, in vseh teh močnih ženskah, Lu, Andreja Salome. Če smem že govoriti o tem toku, to je tudi značilno, saj je tudi gospod veliko o tem piše, ne, o tem močnem elementu ženskega, ne, tudi v kulturi Novega Dunaja in nasplošno o močnih ženskah, ženskem elementu in tako naprej, ne, to so. Če še ni bilo kaj biti moški na Dunaju. No, ja, je bilo. ampak če lahko rečem o ženskem močnem elementu, ampak z relativno majhnim številom močnih žensk, ne, mislim, kaj ti Alma Mahler, potem še Salome in smo skoraj da že ob koncu, ne. Če ne navedemo primere raznovrstnih mus, ampak tu smo, zdaj seveda prve zagovornice ženskih pravic se pojavijo v 80-ih, 90-ih let tudi na Dunaju, tako da tega ne moramo zanikati, ampak ne moramo reči, da je to žensko sovpada z ženskami. Je element ženskega v umetnosti, v moški kulturi in tu v bistvu nastane potem tisti obrat, ki se kaže tudi v Otto Weinegerju, ki se sprevrže v mizogino držo in bomo nekaj čisto razboleli antifeminizem. Zdaj, mogoče, če bi se navezala na to, kar si ti prej umela v zvezi z identitetami, ne? Jaz mislim, da je odlika Derrideja prav v tem, da pokaže, kako je vprašanje identifikacije kompleksno, kako je v bistvu za vsako identiteto neko pogajanje med individuumom in okoljem in da je v bistvu ta identiteta vse skozi nekaj stabilnega, ker so se številni intelektualci od Muzila do Freuda in Rota in tako naprej, mislim, lahko bi brali en cel kup teh literarnih del skozi to prizmo šibke identitete, ki se mora vedno na novo oblikovati, oziroma ki se občasno oblikuje tudi kot močna identiteta, ampak takoj se razkaže, da je v bistvu nek paravan raznim vsebinam, raznim potrebam. Ne? In če nekaj lahko pač jaz kot zgodovinarka in če jaz lahko nekaj zaznavam v
secesijski literaturi, književnosti, je prav to vprašanje identitete in včasih puhlosti, ki jo ta identiteta, zlasti seveda taka linearna, močna identiteta kaže. Ko sem razmišljala, pač, kateri avtor je mogoče Lerideja zaznamoval tudi v oblikovanju te študije, se jaz prepoznavala kar veliko Roberta Musil-a. Če se ne motim, prej sem malo pogledala, Musil ni bil preveden v slovenščino. Je bil? Potem, ker nisem našla zelo števno. Zablode mu je to. Mož brez posebnosti. Mož brez posebnosti je preveden v celoti. In Tri ženske, recimo. Ne, za moža brez posebnosti, to sem se spraševala. No, ker mislim, da je Musil tisti, ki daje kar neke okvire, interpretacijske okvire, ki jih potem Lerider uporablja. In ki... Smem, en stavek vmes. Pa je Vločevo gibanje, ki je hotelo dokazati, da ni treba, da ni prav, da je Musil dal naslov Mož brez posebnosti, ampak da bi lahko dal naslov Mož brez identitete. Mislim, toliko daleč imaš prav, da so tole... Pri tem seveda, da moramo pa tudi omeniti pri Freudu, da je videl ta dva gibanja antijudovsko in antifeministično kot neko skupno usporedno gibanje. Absolutno, ampak in da konč pri njemu pač vedno prideš do tistega črnega nezavetnega ponovnja. Tu pa se jaz strinjam, da je drugi lahko ženska, da je drugi lahko jud in da tu se vzpostavi pač nek binom. Tu se absolutno strinjam. Zdaj, to, kar sem še hotela povedati v zvezi prav z... to sem hotela. To se mi zdi zanimivo, ker v tej študiji vidimo to zelo lepo, kako v bistvu dunajska moderna pomeni neko odprtost na teh vseh najrazličnejših področjih in hkrati neko zaprto. V trenutku, ko se vse odpre, se tudi vse zapre. V trenutku, ko sinovi številnih priseljencev oziroma ti sinovi judovskih korenin, poglejmo pač od Krausa do Rota, do Freuda, njegov oče pride iz Galicije, se priseli, skratka, prišlek na Dunaj. Torej, ko dobijo nek status, navidezen status domovanja, skoraj da takrat istočasno so tudi izvrženi iz tega okolja. In to odprtje v največji amplitudi in tudi radikalno hitro zaprtje in netoleranca, izločevanje. In zdaj seveda antisemitizem ni bil dunajski pojav. Kot vemo, Herzl je zaznal večje, močnejše izraze antisemitizma v Franciji, ampak vendarle tisti antisemitizem, ki je potem porodil nacizem, se je pojavil na Dunaju. In to v okolju, ki je, kot pravim, proizvedlo, torej dunajska secesija je izvorno tudi v večji meri judovska secesija. In še ta moment se mi zdi zanimiv, ki je zelo dobro analiziran v knjigi, ta potreba biti del nemške kulture, kar je, moreka za manjšince, pomeni ta motiv ni tako oddaljen pač od mojega čutenja, biti del neke večine, biti del in dejansko hkrati prav v trenutku, ko misliš, da lahko obvladaš vse registre te večine, si izključen. Oziroma ta večina te ne sprejme. Ta element se mi zdi tudi tako nekaj rdeča nit, ki se prepleta skozi knjigo in ki je po mojem zelo dobro razčlenjena. Vse si simptomatično, koliko tanka je bila ta toleranca, da se proti judovstvo
najprej artikulirali tako množično v teh študentskih, v akademskih krogih v bistvu, ne? A veš, da ne govorimo pol o ostalih priseljencih dejansko iz, bom rekel, kulturno relativno nerazvitih okoljih, ki so pač napolnili Dunaj, koliko je bilo takrat na Dunaju, nekaj manj kot 2 milijona ljudi, verjetno bilo tako v smislu dunajske secesije, mladega Dunaja, formiranih par promilov, niti ne procentov ljudi, ne, ki je znana ta maksima mladega Dunaja, so rekli, oni so šli v nek pravzaprav literarni solipsizem, ne, to je bila na nek način resno znotraj obrnjena literatura, ne, in zelo pač znana maksima je njihove, pobegnimo iz tega sveta, preden se sesuje sama se, ne. Ja, sej to nekateri govorijo o tem, da je ta dunajska moderna že tudi platforma za rojevanje nove prihodnosti, ki bo temna. In to pogosto citirajo zdaj. Prej, ko si omenil Burgtheater pa to gledališče, to je tudi ena zanimiva demografska študija, ne samo o tem, kako je na hitro Dunaj zraslo na 2 milijona in tako naprej, ampak kako se je elitno občinstvo formiralo iz zgornjih slojev in tako je bilo, ne elitno repertoarji in igralci, ampak tako je bilo tudi občinstvo. Samo ti sloji so hodili v nekatere eminentne teatre. Tako, pa med njimi zelo veliko judov zanimivo, pa da prav igralci so se pa mogli odreči judovstvu. Dejansko jih ta kultura ni pustila, da se do konca stopijo, znovu zintegrirajo in tako naprej, ne? Ja, sej, to je po svoje še bolj zanimivo, kako je ta izključevalnost, o kateri si ti govorila, hudo, mogoče vplivala celo na kakšne egzile, ki so se pozneje zgodili. Kot jaz mislim, naprimer, da Wittgensteinovih temeljnih tesov jezikov ne bi bilo, če ne bi bil Dunaj tako multijezikov. Med drugim, pa ne vem, če imam prav, ampak se mi zdi, da mora neko zunanje okolje tako biti. Gospa Vsenakova, ura je 6, a moramo mi še kaj reči, ali lahko povabimo k razpravi? Kako želite? Najprej seveda Vito, ali imate še kaj za dodati? Če boš vprašala, bomo povedali. Lahko pa to šteješ kot del razprave, potem, ne? Ja, jaz mislim, da je treba, da smo pozabili na Nietzscheja, ne? Ja, Nietzsche, meni jo štejem za take 3, kako se rekel, stebre, za take refere. Prav, Nietzscheja, Freuda pa Misila. Nietzsche je bil v zadnji dejansko za vso to intelektualno formiranost od tega novega Dunaja. Praktično vplival, on je vplival na vse, ne? Zanimivo, da je vplival do neke točke tudi na vse, ki so bili judovskega porekla, seveda nekateri kot Freud so se od njega potem radikalno odvrnili, kot da ga ne poznajo, ko so prepoznali te antisemitske elemente. Meni je še bolj, se ni smešen, tragikomično. Tudi recimo primer Wagnerja, tudi na Wagnerja so se probali, pa jih je na nek način zavrnil, pa mislim, da potem tako kot je potvoril celo nemško mitologijo, tukaj ne bom predolgo govoril, s Parsivalom, ki ga je tukaj spremenil, sploh na splošno cel dramski tekst oziroma opero spremenil v kontekstu, ki ni v skladu ne z nemško mitologijo, v smeru ga je proti judovstvu, kar je se pravi. In na nek način tragično, tragično, da je do neke mere, tudi zaradi takih stvari se seveda judovstvo ni moglo integrirati v ta dinamitni pa izjemno ustvarjalen bazen dunajske kulture. Tudi zato se je ta eksperiment ponesrečil, ker je bilo preveč sestavin, ki so v zaključni fazi, ki bi mogli neko paradigmo za prihodnost ustvariti, seveda niso šli skupaj, ne? In pač je, nažalost, se vemo, to je razpadanje, ali še je, nažalost, tudi vemo, kaj se je zgodilo z večino avstrijskih, dunajskih judov in tako naprej. In je bil to nek svetli trenutek v evropski in dunajski zgodovini, ki ga je pač civilizacija zavrgla kot eksperiment, ni se posrečal, saj ne. To ni imel dovolj časa. Tudi simptomatično, mislim, da v eni avstrijski zgodovini piše, koliko je bila zares, seveda je bila Avstro-Ogrska na nek način
birokratsko zelo dobro urejena, zven relativno tolerantna država, državna tvorba, sam, ko so leta 1896 nam v Celju priključili v gimnaziji pač tudi slovenski razred, ne, zaradi tega razpadla vlada, ne, ker so kolegici rekli, da tole pa nam mislim, da bi Vindiš Treca. Tako da je bila to zelo frabilna tvorba, ne, če zaradi take stvari razpade taka velika, v bistvu mislim, več vlada take velike državne tvorbe pomeni, da je vse izjemno krhko in fragilno. In je bilo utemeljeno na očitno nemškem, predvsem seveda, nemškem elementu, nemškem nacionalizmu, ki je prevladal in pač tako rekoč izbrisal vse komponente. Mene preseneča, da je še zdaj toliko nekih častilcev Wagnerja, pa ne Wagnerjeve glasbe, to bi šlo razumel, ne? Ampak prav častilcev Wagnerjeve misli in ideje in neverjetno pa je, v Ljubljani imamo 5 društev. A res? Mi smo delali eno knjigo z mojimi spisi Wagnerjevi in smo poskusili nekoliko problematizirati njegove odnose in smo bili zelo grdo ocenjeni. Vas niso sprejeli v društvo, ne? Ne, nismo bili, sploh ne. Res pa je, da nismo probali plačati. Polje, ki smo ga odprli, je neizmerno široko in jaz vem, da vsi veste za kakšnega kokoško klinta in tako naprej. In ne samo zato, tudi za literaturo, čeprav mogoče, da bi sil ni glih najlažje branjeno. Če imate torej svojih pogledov na to obdobje, kakšno vprašanje ali kakšno pripombo, bomo zelo veseli. Gospodič, a ste roko dvignili? Ne. Se vem. Profesor Osojnika, smo vas kaj spodbudili? Pa jaz si nekako razlagam cel civilizacijski tok tudi v tem našem prostoru, ki niha med racijom in emocijo, ne? In romantika je prinesla toliko čustev, realizem, naturalizem sta potem obrnila v neke nižje registre in potem je po moji misli, pač skromni, prišel čas za emocije, ne? In tudi v tem procesu, kjer so se izkazovali ustvarjalci na vseh področjih, se kaže nadaljevanje regresije fevdalnega, aristokratskega, plemiškega sveta v nek meščanski, plebejski in drug. Ampak to se je takrat imenovalo napredek. No, Pa demokracija. Pa demokracija. to gotovo tudi je. Zato pa imam jaz, sem bila tako vesela, da se je dr. Verk odzval, ker on te korenine vleče, viteške in te, ki so vedno za zelo, zelo dolgo zaznamovale bolj avstrijsko kot nemško kulturo. A ne da? Dejansko regresija tukaj, ne, to, kar ste vi prej omenili, da kljub deklarirani, recimo feminizaciji te kulture, ženske tukaj niso imele močne vloge, ne? Recimo v srednjem veku, v tem obdobju so pa dejansko imele, ne? Pravimo od glavnih sestavljalk enciklopedij do praktično voditeljic velikih imperijev, ne? Kot Rakitanska in tako naprej, ne? Seveda, in tam komunistike, ne filozof, so bile dejansko je bil, vse pravi, ne? V renesansi je bil moški element sploh izenačen ženskim, sam v politiki pa tudi, v tem družbenem življenju so imeli pa v srednjem veku celo bolj pomembno odločilno vlogo, dejansko, ne, zaradi večjih razlogov, in ker so bili moški skozi na križarskih vojnah, pa so upravljali posestvo in ker so dejansko tudi vladali celim kraljestvom ali pa manjšim entitetam držav, v bistvu. In ne, da bi se to prav prikrivalo. Ne, ampak gre za drugačen, mislim, za drugačen koncept vladanja od tistega, ki se potem uveljavi ob koncu 19. stoletja. Mislim, res, mislim, ta prikrita moč številnih regent, kraljic je bila
še kako pomembna. V 19. stoletju, pač ko se vzpostavi novi politični red, ki temelji pač na volilnem telesu, takrat potem ženske izginejo iz političnega. In kot vemo, govorimo lahko celo o neki regresiji, ki se trenutno dogaja. V številnih vladah, kjer število ministric je nedvomno manjše kot mogoče še pred 10 leti. Zdaj lahko je nekaj začasnega, ampak več je kazalcev in dejavnikov, ki kaže na to, da ne, da smo spet pred nekim obratom. Ja. Kaj predlagate? Branje knjige. Za te publike, ki je ni še prebrala. Bom čisto samo nekako, v bistvu samo nekako, ne dopolnitev, bolj da reklamo za knjigo, bom rekla, ne. Glede na to, da mi to knjigo dobivamo zdaj res z zamikom, ampak po drugi strani pa moramo vedeti, da tudi recimo sam Dunaj, to renesanso dunajske moderne, ki se je res začela res konec prejšnjega stoletja, da tako rečem, je zdaj strašno živa. Zdaj leta 2018 je bilo na Dunaju proglašeno dejansko za leto moderne in je ogromno teh nova postavitev Šileja v Leopold muzejemu, kup dodatnih razstav, tudi seveda povezano s koncem vojne in seveda s propadom monarhije. Zdaj recimo jaz v soboto na Dunaju sem ravno gledala razstavo japonska umetnost, vpliv japonska umetnost na dunajsko moderno, in to, o čemer si govorim. In je fascinantno, ker sploh ne pomisliš na to, kdo vse se je dejansko inspiriral pri Japoncih. In dejansko, če pogledaš, da res ta arhitektura, dobro, mogoče ni toliko, ampak ne vem, Wagner recimo nisi omenil, Wagner je le, če pogledamo, cel Dunaj je preden z, ne vem, železnico, dobro, Wagner je hiše tam, se res mogoče večkrat bolj ob robu, na naš marketu. Ampak vendarle je bilo, vidiš vse ta ornamentika, ne samo Kolomozar, ampak tudi tako številni drugi, seveda tudi Klimt, ampak da je bilo zelo prisotno. Tudi konec koncev sama secesija, če tako pogledamo, dejansko moč oziroma pomen črk, ki gre iz te azijske umetnosti, mogoče bolj iz kitajske kulture kot iz japonske, ampak vendarle, da daš ti črki kot tipografiji neko vrednost, kar je recimo secesija vsekakor povzdigovala, recimo, to v bistvu vrednosti oziroma pomen črke in pa tudi samo podobo, se pravi oblikovno podobo zapisa, je tudi nekje, lahko bi rekli, vpliv tega japonskega sveta. Mene je zelo tako prav fasciniralo. Po drugi strani se razmišljala, ko govorimo o ženskah, se je res, da imajo manjšo vlogo kot, jasno, sploh ne moramo govoriti o kakšni veliki vlogi, ampak mislim, da vse ne bi smeli pozabiti na ta gibanje, ki že takrat začela, neka Berta von Suttner, kot dejansko Nobel, tista, ki je pacifistka bila tukaj, ki je potem tudi dobila nagrado, Nobelovo nagrado leta 1905, v bistvu, za Damir, se pravi, ki je s svojo knjigo La Famide, kaj je to, Položite orožje, ki žal ni prevedena, bi pa morala biti prevedena, ki je v bistvu zelo veliko se mi zdi ravno v tem dunajskem svetu, mačičnem svetu, na pripravah na vojno dala en čist drug pogled, tako recimo. Niso samo ti saloni, pa recimo, ne vem, kaj bi. To se strinjam, ampak v kulturni zgodovini pa nimamo nekih takih velikih figur, ki ja, se strinjam, seveda, žal je tako, ampak so bile vedno malo bolj poznati. Vse to se navezuje, ste lepo razložili na to, kar je Marta pozorila, odpiranje in hkrati zapiranje. To je odpiranje na vse vrste kultur, bi človek rekel, da je bilo lahko dunajska moderna v meni nekih pogledih prostor alternativ, ki so se drugod po Evropi težje prijele. In po drugi strani pa ta hkratna navezanost na tradicijo, na svojo monarhično tradicijo celo. Meni to se mi zdijo taki zanimivi paradoksi znotraj, ker se mi zdi, da se tudi danes bo dokazali, seveda, In, ne vem, zanimivo je, na koliko par stoletij se obnovi zanimanje za neko gibanje, ki je bilo v Evropi, pa ki je bilo kje druge nekoč pomembno, pa ga nismo zaznali kot takega. Zato sem jaz malo skeptična do te besede mit.
se je tudi to je tako razgaljen Dunaj v mnogih momentih, da bi zdaj za nazaj lahko rekli, da je to mit za v nazajšnji mit, nachtrednih. Ja, se pravi, da so ga predvsem pomagali vsak Werfel, Zweig, Roth, kot na nek način Judje, ki so se nostalgično spominjali sveta, ki še ni bil požgan v bistvu, ne, včerajšnjega sveta pač, ne. V predsejšnji meri to najbrž drži, ne, a veš, neka mitologija neke enotnosti, ki zares to ni bila, ne. Zdaj, če gremo v trdo zgodovino, kot ti praviš, ni bila, ne, a veš, je bila možnost tega, sam zares ni bila, ne, a veš, Jude niso sprejeli, ženske se niso pač uveljavljali v družbi, nič od tega se ni uveljavljalo, ne, pacifistka je, a veš, umrla, preden se je začela strahotna vojna in tako naprej, ne, tako da nič od tega pa ni naredili novo civilizacijo v bistvu, ne. Je pa novo literaturo, ne, to v zavesti, recimo Šnicer je 1900, mislim, da uvedel nemško literaturo, to v zavesti, ta mehčanje jezika, po Muzilu, Brohu, Kafki, po Hofmannstallu ni več moč pisati sodobno v nemščini, kot so pač v 19. Ni bilo več, ne, ni bilo koraka nazaj, ne, a veš. A si ti še kaj? Ne, mogoče to v zvezi z mitom, ne, da je zagotovo ta generacija ni proizvedla mita, Ne. ravno Ena nasprotno, druga ga ne. je potrebovalo. Ja, in verjetno potem se je tudi tam mit vpisal na en tak zelo primaren, primitiven način, zlasti v tistih okoljih, ki niso bila sposobna reflektirati svojo nekdanjo vpetost v avstrijski prostor. Tu ne mislim toliko na slovenski, ampak recimo, če to mislim, pač tudi na tržaški, na ta recimo italijanski del, ne, ki še vedno v določeni meri goji, ne, zlasti tisti, ki se ni čutil, ki ni podpiral recimo priključitev Gorice, Trsta k Italiji in mislim pa, če bi iskali nostalgike po Habsburški monarhiji v tem okolju, nedvomno bi jih še vedno našli in se to prenaša, tudi Italijce prenaša iz starejše generacije na mlajše. Tako da tu je v bistvu ena taka oblikovanje, periferno oblikovanje mita, nostalgije za nečem, kar je bilo izgubljeno in kar je bilo nedvomno povezano z nekim multikulturalizmom oziroma tako reka bolj multilingvizmom, ki ga je potem italianizacija tistega prostora proizvedla. Zdaj recimo, mislim, da je tak mit se ni oblikoval v slovenskem prostoru, mislim pa, da je prišlo do nekih močno potlačenih vsebin, ki niso odprle, ki niso dale možnosti za neko resno refleksijo, kakšne so bile vezi med slovenskim prostorom in avstrijskim. Mislim, po letu 1918 vendarle neke zelo močne prekinitve so se zgodile znotraj politike, znotraj kulture, totalna preusmeritev na Balkan oziroma pač oblikovanje novega političnega centra in tisti hiter premik, ki se je zgodil v raznovrstnih inštitucijah, kot je bila univerza, kot so bile, in skratka, prepoved nemških avtorjev v teatru, prepoved nemške literature. In jaz mislim, da ta tema ni bila resno, nekaj malega o njej, na primer, je pisal Egon Pelikan, ampak če gledamo tako sistematično, ni bila reflektirana. In približno tako, kot ni bila sistematično reflektirana tema tistih prekinitev, ki naj bi se zgodile po letu 1991. Mislim, slovenski prostor ima nedvomno, to je moje osebno mnenje pač, resne probleme s temi prekinitvami in to, kar se naredi, tudi zato, ker je v bistvu slovenska družba je relativno majhna in to pomeni, da je nadzor nad drugače mislečimi lahko zelo velik. In to, kar je najlažje ob teh zelo radikalnih prelomih, potunkati se prejšnje vsebine in dejansko poenotiti, homogenizirati neke kulturne drže. In ta homogenizacija je po mojem pač zmanjšala neko refleksijo
Nenazadnje tudi o posledicah dunajske moderne v slovenskem prostoru, ne, ali sploh merjenje, ne, kje je bil to slovenski prostor v relaciji z dunajsko moderno oziroma temi intelektualnimi, artističnimi gibanji. Ne. In to je eno vprašanje, ki ga bi upal, da knjiga bo koga spodbudila, da bo šel, da bo raziskoval malo v tej smeri. Ne. Kako so tista vprašanja, ki so si jih zastavljali v različnih oblikah, od pač pisateljev do filozofov, do Freuda in tako naprej, vemo, na psihoanalitski ravni, da tu ni bilo nobene take zelo močne refleksije, ne, da drugot vendarle je odmevala. Zdaj, zakaj ni, poznamo tudi nekaj razlag, ne. Ne bom citirala Freudovo mnenje o tem, zakaj Slovenci ne potrebujejo psihoanalizo, ampak hočem reči, da tu, mislim, to so tiste niti, ki jih bi bilo vredno tudi v prihodnje, po mojem, še pač analizirati, nanje boljše pogledati. Ja, se strinjam. Pa tudi to je res, da smo Slovenci zelo nagnjeni k temu, da bi v zgodovini najdevali kontinuitete. Hkrati pa ne moremo brez prelomov. In zato imamo tako radi mite. Tako, ja, rečni hotla jaz. Ne sem nekaj radi, jih potrebujemo. Še vedno nobene lucidne opaske ali kaj takega. Sicer pa bomo kar končali, a ne? Saj smo pridno opravili svoje. Smo pa res čisto dobre volje, lahko še imamo kaj povemo. Ne, mene skrbi, da smo bili toliko dolgočasni, da nobena lucidna opaska sploh možna ni. To je stvar. Pozgledam. Ja, ta modra soba, jaz jo, bom povedala, kako jo ne maram, ker bi uporabila kakšen močnejši izraz, ko je neka poskrbljena za to, da človek si želi čim prej stran. Da, nekaj, ja. Arhitekturno, ne Arhitekturno, mislim. Res. Prav škoda teme, ne? Za tak prostor. Pa ima nerodno ves čas tako v glavo. Ja, sej to. Zdaj, in jaz včasih študentov komentiram, in če pomislim, da to je edina predavalnica, kjer naj bi, ker ni, kjer naj bi bilo poskrbljeno za nefrontalno delo, ker tudi tu imamo, potem marsikaj povemo s to ugotovitvijo o tej stavbi. Se globoko strinjam. Pa še trpeti je treba. Ja, no, to je to. Hvala za obisk. Hvala. Prav